Hvaležno pozdravljeni. Včasih opažam in vidim, koliko ločenosti pravzaprav je na tem svetu. Vsi živimo na enem in istem planetu, a vendarle se ločujemo, ne? Amerika, pa Evropa, pa tako naprej. Ne? In znotraj Evrope se ločujemo, ja, pa bolj severne države, pa bolj zgoraj, pa spodaj. In potem znotraj države se prav tako ločujemo. Znotraj države se ločujemo po regijah, un je Štajerc, un je Primorc, oni so Žabarji, oni so Prekmurci in tako naprej. In znotraj same regije se prav tako ločujemo po različnih predelih mesta. Ja, oni so iz unga konca, ja, oni so s Fužin, ja, oni so tam iz Viča, pa iz Šiške in tako naprej. In znotraj tega predela se ločujemo po ulicah. Znotraj ulic se ločujemo po blokih. Ja, veš, to so oni iz unga bloka. In znotraj bloka se ljudje ločujejo po nadstropjih. Ja, veš, oni iz tretjega nadstropja, oni tam, ko so zgori, ja, in tako naprej. In znotraj stanovanj, znotraj družine se še vedno veliko ločujemo. Predvsem pa pozabljamo, da živimo vsi na enem in istem planetu. Na planetu Zemlja. Vsaj trenutno je temu tako. Zakaj se torej tako zelo ločujemo? Ja, je to vse skupaj strateško, naključno, kakorkoli pa že. Malce razmislite o vsem tem. Predvsem pa, ko sem pred meseci praznovala rojstni dan, so me ljudje spraševali, kaj si najbolj želiš. In glede na to, da imam res vse, kar si želim, da mi je fajn, da nič takega ne potrebujem, ne vem karkoli, sem si pravzaprav zaželela, da ljudje ne bi več živeli v identifikaciji žrtve. Da bi prepoznali, da ne potrebujejo iti k nikomor po pomoč, da lahko samo spregledajo, da imajo to moč v sebi. In seveda na tej poti od identifikacije žrtve pa do tega, da upravljaš in kreiraš v svojem življenju, kar ti je bilo že tako in tako v osnovi dano, se pravi živeti v obilju, ravno zaradi tega in s tem namenom je nastala tudi knjiga Kako živeti v obilju. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to pot stopite. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Knjiga uči živeti obilje, med drugim pa boste v njej izvedeli tudi, zakaj ne živimo v obilju, kakšen je pravi obraz bogastva, kako najti izhod iz strahu in živeti v obilju, je denar dober ali slab, katera je prava motivacija za pridobivanje denarja, katera prepričanja nas omejujejo, da ne živimo v obilju, kaj je največ, kar ti lahko denar ponudi, je to varnost, kako živeti kot milijonar brez milijonov, kako zaživeti življenjsko poslanstvo, kako vedeti, da si na pravi poti do obilja in če je finančno stanje rezultat, kateri vzrok spremeniti, da bi ga bilo več, katere tehnike in metode uporabiti, da bi denar prihajal pogosto in z lahkoto, kaj sporoča rokopis in podpis, kako urediti dom, da privabiš blaginjo v svoje življenje, katere barve, števila prinašajo obilje, česa farmacija in kozmetična industrija ne želista, da izveste. Naročite jo lahko na 02 6200 230 ali v spletni trgovini www.klepetobkavi.si. Živeti v obilju je naše naravno stanje in torej absolutno ni pogojeno zgolj z denarjem, pogojeno je z veliko stvarmi, predvsem pa s tem, kaj se dogaja torej znotraj samega človeka. A težko je, da bi človek imel vse, kar si želi na tem svetu, pa ne bi živel v čistem okolju. Danes bomo govorili o onesnaženju oziroma o zastrupljenem okolju kot takem, kajti ne moreš živeti v obilju, če imaš zastrupljeno okolje. Obilje pomeni tudi obilje svežega zraka in predvsem čiste vode. Letos je bil predvsem odmevan en dogodek na Vrhnji, ki se je zgodil. Tudi naša sodelavka je pravzaprav iz balkona opazovala ta požar, ki je bil kar tak spektakularen požar. In moram reči, da smo takrat kar konkretno vsi odreagirali v naši ekipi, da je otroke poslala na morje, da niso bili izpostavljeni, ionizator smo ji takrat posodili, pa tudi določena prehranska dopolnila, da si je njeno telo pomagalo, da se je prej ščistilo. In danes bomo govorili točno o tem,
kaj se pravzaprav dogaja, kaj v tem primeru, kaj se dogaja z vodo in kakšen vpliv ima to mogoče takle malce v širšem pogledu. V naši družbi je raziskovalec, ki ga že dolgo poznam in tudi občudujem, izjemno moder človek in lahko rečem že kar tak moj kolega Franc Kočar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za obisk, da ste me povabili na obisk in pa za te komplimente. Sem samo zmedel, nisem pričakoval take hvale. No, to je definitivno dejstvo. Pri vas zmeri slišim modre stvari in prav je, da jih slišijo tudi naši gledalci. Hvala. Kje bova začela, kar se tiče zastrupljanja okolja, ker strup ima sicer negativno konotacijo, ne? Ampak pravijo pa, da strup v majhnih količinah je pa lahko včasih pravzaprav dobro deluje na telo. Če bi imeli realne podatke na razpolago, žal rumen tisti prevladuje, bi ugotovili, da je to se res tako dogaja in da je tudi tam, ko so se zgodile katastrofe, konkretno z dioksinom, so ugotovili, da ljudje, ki so bili izpostavljeni dioksinu, so živeli dalj časa kot tisti, ki niso bili. To je bil dogodek par desetletij nazaj. Tako da ni nujno, da je tako hudo, kot prikazujejo, pač napihujejo. Po drugi strani pa živimo v okolju, ki je 600-krat bolj zastrupljen, kot je bil pred 60 leti, ker zato, ki je proizvodnja kemikalij narasla in se praktično vsak dan srečujemo z zastrupljenostjo okolja. Tudi ugotavljajo, da tako imenovani varčni dizel motorji, da imajo negativne stranske učinke zaradi svoje razprašenosti kapljic, da jih človeški nos ne zazna in tudi telo ne odreagira. In hrana je, vidite, nasade ob cestah za proizvodnjo hrane za trg, ogromno pesticidov in recimo jagode povzročajo alergijo. Ne zato, ker bi bile jagode za nič, ampak zato, ker so uporabljajo pesticidi, ki povzročajo alergije pri ljudeh. Ker naenkrat je ogromno ljudi imajo alergije, kaj so alergični na gluten, na vsakdanjo prehrano. Pomeni nekaj narobe iz tam. In tu, kar se pa tiče odpadkov, odpadki so nujni del proizvodnje, brez tega ni. Mi imamo pred hišo smetarsko posodo in dokler noter mečemo, je vse v redu, ne čutimo, fajn, odpeljajo. Smo preskrbljeni, ko imamo baterije, ki so škodljive, jih pač damo na zbirno mesto. Vse to vidimo, oziroma ne opazimo, dokler funkcionira. Ko pa pride do enega tazga požara, kot je bil takrat na Vrhniki, se pa zganemo paniko. Vendar moramo ločiti, ko zadeve normalno laufajo. Ta obrat, če bi bil pravilno voden, ne bi smel priti do tega. Če bi bil pravilno upravljan, ne bi smel biti katastrofe. To je isto kot kamion, ko je naložen, gre skozi naselje, če ima slabe zavore, je katastrofa, če je voznik slab, je katastrofa in tako naprej. To je podoben. Ne reči, da bomo pa te obrate prepovedali. Mi rabimo take obrate, vendar rabimo odgovorne voznike in da so ti obrati opremljeni z zavorom. Recimo na Vrhniki, takrat, ko se je to zgodilo, se spomnim, da hitro so tudi iz podjetja aktivirali ljudi, ki so tam potem v rekah mrtve ribe pobirali pa take stvari. Kako in kakšen vpliv ima to dejansko potem na vodo? Ker jaz sem bila takrat prepričana, da to bo imelo vpliv na celo Slovenijo na nek način. Problem, ki ga jaz vidim, je, da kemija, ki to povzročila, samo sebe kontrolira. To je podobno, če bi medicina imela v komisijah pri raznih nesrečah samo zdravnike, ko je ta cehovska solidarnost preveč izražena. Drugo, da kemija ne more razločati, to se pravi, vprašanje je bilo, ali je ta zastrupitev ali je ta snov v vodi. To, kar kemija ima na razpolago, je omejeno, ker v proizvodnji je cirka 120 tisoč različnih kemikalij. Plus še 30 tisoč, ki se ne bi uporabljali samo v laboratorijih, če se samo v laboratorijih. In potem si predstavljate, da pride do zmesi, ta pride v vodo, pride stik s toploto
ni kemika, ki bi lahko to razločil, kaj je v vodi. Če pa še ne veš, kaj iskati, ker v obratu nisem imel evidence nekaj časa, kaj je sploh zgorel, kar je to, potem kemiki so sploh slepi, ker ne vejo iskati, to sploh, če reš v gozd, pa ne veš, ali iskati lisičke, ali to, reš pač v rajmanje in mislim, kar ti pač pride pod roke, ne veš, si slep v bistvu. In pač že nekaj časa predlagam, da bi uvedel drugačne teste onesnaženosti, ampak to sem pač predlagal pri hrani, ker so enostavni cesti in bi povedali takoj, a je hrana primerna ali ne. No in če smo že pri hrani, a mislite, da solata, ki pripeljamo iz Italije, Španije, ni strupena? Bodite prepričani, da je, ampak o tem se molči. Poznam primere, ko so rokovali so solato, ko so se zastrupili roke. To smo tisto, kar mi pojemo, je bilo škodljivo za roke. Wow. In mi se res ne zavedamo tega splošnega zastrupitve. Kot da ta obrat je samo upozoril, da je nekaj narobe, da je pa toliko narobe, pa se ne zavedamo, ker se v tem uči, ker pač prehrambeni velikani imajo veliko moč in je kot farmacija, imajo svoje, bom rekel, vplivna področja, znajo prepričati, imajo denar, da dobijo potrdila, kakršna želijo in tako naprej. Zadnjim sem gledala en dokumentarc, ki je bil vezan na hrano in sicer že leta, ne vem, okrog 1930 ali pa tam do 1950 je dejansko Amerika po statističnih podatkih takrat ugotovila, da je zelo velik porast srčno-žilnih bolezni, rakavih obolenj in takih stvari in so zaradi tega na državni ravni izdali ven propagando v smislu ljudje, jejte manj mesa, jejte manj jajc, jejte manj predelanih mleka in mlečnih izdelkov, predelanih stvari in tako naprej. Dejansko je bila tista propaganda zunaj na uradni ravni samo en teden, napadli so jih iz vseh strani, to je bilo v Ameriki, iz vseh strani so jih napadli dejansko lobiji, prehrambena industrija in tako naprej in so potem neki čist drugač dali v tem smislu, kakor ne, se sploh dejansko ni tako hudo. In če pogledamo danes, kakšne imamo dejansko Američane in zadnjič je bila v Angliji, recimo kolegica Gaja, je rekla, lej, oni postajajo Američani, isto, zavaljeni, diabetesa ogromno, srčno-žilnih bolezni, se pravi, lej, tam smo, pa je višji standard, kot ga živimo v Sloveniji. Ne? Se pravi, bi bila tukaj rešitev absolutno lokalna samooskrba? Zagotovo, mislim, tu je več koristi. Že zdavnaj je bilo rečeno, jej lokalno, jej sezonsko. To je bi bilo en princip zdrave prehrane. Da se pa tudi drugače. Omenila ste obdobje pred drugo vojno. Pred drugo vojno se je dogajalo ogromno pozitivnih stvari, ki so potem bile zavržene, prepovedane, tabu. To se pravi, enkrat so omenila večvalovni oscilator Orlahovskega, ki je čudovito sredstvo za pomoč ljudem. Drugo pa je, da je dr. Warburg že tudi tam nekje v 30 letih je dobil Nobelovo nagrado za medicino z ugotovitvijo, da visok pH, bazično telo, preprečuje razvoj raka. Se pravi, da je za raka krivo zakisanost telesa. Tako. In potem je to potrdil še več drugih zdravnikov, tudi Nobelova nagrada je dana, tudi je bila avtoriteta, o tem se danes več ne govori. Vendar soda bikarbona, kot bom rekel, enostavno dostopno sredstvo, je zelo koristna ravno pri dviganju pH-ja telesa. Ampak mi moramo najprej nekaj drugega narediti. Sploh se zavedati, da živimo v onesnaženem okolju, da se te naše razvade, premalo gibanja in kot naprej nam tudi povzročajo težave, srčno-žilne težave. Da je to dejansko srž problema? Srž problema, ampak te navade ni treba ne vem kako spremeniti. Če bi morali nekako večino obrokov pojesti pred 6. zvečer, pa če gremo enkrat na 14 dni ali pa enkrat na teden na večerjo, ven to ni hudo, ampak da se navadimo recimo jesti pred 6. zvečer.
da je zadnji obrok pred 6 ur zvečer, ker pač telo kasneje nima encimov in ne presnavlja hrane tako, kot bi morali. Ne? Vse, kar je pa še bolj pomembno, je pa tisto, kar je pač moja na način druga ljubezen, to je voda. Voda na planetu Zemlja čisti vse. Pomeni zrak, ozračje, planine, ceste, našo zunanjost, našo notranjost. Noben ni nadomestila za vodo. Enostavno ni nadomestila. To pomeni, da nekdo, gospodinja, ki ima kuhno, če bo eno leto čista z najboljšimi čistili, pa brez vode, bo ta kuhna zapacana. Tako je tudi naše telo. In če mi pazimo, da pijemo dovolj vode, nekako 30 gramov na kilogram žive teže, to pomeni, da 70 kg težek človek bi moral popiti 2 litra, 90 skoraj 3 in tako naprej. Če bi se tega spoštovali, držali in pa tudi, to eno je pitje, pa ne, da se enkrat nalijemo, ampak preko dneva. Drugo pa, da pijemo kvalitetno vodo. Pozabljamo, Slovenija je sicer bogata, res je bogata z kvalitetno vodo, ki jo znamo počasi po neumnosti razprodati, vendar ta voda, dokler jo imamo, jo pijemo. Pa, kar je ena redkih držav v svetu, da lahko pijemo vodo iz vodovoda. Dobro, ljudje pač jim je praktična plastika, pa je nosi sabo, pa počasi pije, vendar ti isti ljudje ne marajo vina iz plastičnega kozarca, voda je pa za njih dobra, ker 3 mesece leži v tej plastenki. Ali pa še več. Ja. Ta kvaliteta vode, imamo jo, pijemo jo. Ljudje sprašujejo, kaj je to kvalitetna voda. Ne se zanašati na kemijske analize vode. Sem že omenil, v okolju v proizvodnji je 150 tisoč različnih kemikalij. Prav vsaka lahko zaide v vodo od teh. Ni pa analiznih metod. Razširjena analiza vode zajema 275 parametrov, imamo pa to kemikalij. Pa še stvar se spreminja, od vzorčanja do preden prenese v laboratorij in tako naprej. Bi bilo boljše uvesti počas se zanesti na biološke analize vode. To pa ni, koliko je bakterij noter, tudi to je pomemben, ampak kako ta voda vpliva na živa bitja. To je možno zmeriti ali z Bikovom 2000, tako poznam to z biofrekvenčnikom, še boljši so pa alium testi. To, če lahko razložim, kaj je to alium test. Mislim, da nam bo malce časa zmanjkalo. Bi bila dobra rešitev, da bi ljudje začeli več hoditi do izvira po vodo, ker če gledamo, malo se razmigaš, nekam greš v naravo, ker to ponavadi je tako in tako bolj v naravi, vse za nekaj časa imamo to vodo. Sigurno je voda na izviru boljša kot pa na pipi, ki preteče, ki je 30 km stran od izvira. Ampak kako nasplošno se vam zdi, da smo že prišli do časa, da bi mogli filtre namestiti v kuhine? No, jaz sem pristaš drugačne rešitve. Filter je, ko so te mehanske nečistoče. Sigurno dober. Ko so kakšni pesticidi, je dober ta filter z aktivnega oglja. Vendar vsi filtri imajo tudi svoje slabe lastnosti, ali se nasitijo, se v njih začne nabirati, to se pravi ta umazanija, v kateri se potem naselijo mikroorganizmi in potem odpremo pipo z mikroorganizmi, z vodo, ki ima mikroorganizme. Jaz bolj zagovarjam, eni pravijo to informiranje, živa voda in kup izrazov, tudi tu imate primer te take rešitve. Vsi poznate informirane kozarce iz Celja, poznate flaško v tej neoprenski. Se pravi, bi rekli, da so to boljše rešitve? Zagotovo. Najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali. Bova še naša priložnost in možnost, da se še kaj pogovoriva dlje od tega. In kaj vam želim? Pijte dovolj vode. Ja.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.